Gospa poslanka, gospa vodja poslanske skupine stranke Zares, zanima me varčevalni ukrepi, ki najavljajo tudi zniževanje plač poslancem. Vaše mnenje o tem? Ja, v poslanski skupini Zares smo že vse skozi mnenje, da je prav, da damo zgled na tem področju segmenta javnih uslužbencev tudi poslanci, zato smo to potezo podpirali že v preteklih dneh. Menimo pa, da je problem širše narave in da smo mi lahko samo zgled, ki bo, bom rekla, dal možnost tudi za urejanje nekaterih drugih neurejenih stvari v javnem sektorju. Nenazadnje je potrebno reči, da je najvišje plačani poslanec, predsednik Državnega zbora, šele 50. najbolje plačani javni uslužbenec v Sloveniji, najslabše plačani poslanec pa je na 550. mestu, kar pomeni, da 90 poslanskih plač je v resnici bolj simbolne narave, mislim pa, da je prav, ker smo pravzaprav na nek način izbrani predstavniki ljudstva, da damo takšno sporočilo. Upam pa, da se bo tudi znotraj javnega sektorja na drugih segmentih našlo prav na osnovi našega zgleda dovolj razuma, da bomo v resnici dosegali tudi kakšne večje finančne učinke, kot jih bodo predstavljale, morda jih bo predstavljalo to znižanje naših plač. Ampak po katerem... konkretne ukrepe pač, oziroma predloge na tem področju pač znižanja poslanskih plač in ukrepov na splošno v javnem sektorju, ki ste jih omenili ravno prav. No, jaz mislim, da vlada vodi pogajanja v tem trenutku za to, da bi se na javnem sektorju vendarle dosegli kakšne večji finančni učinki pri predvidenih povečanjih v letu 2009 in seveda tudi na tistih segmentih, kjer nekateri deli javnega sektorja zahtevajo celo bistvena povečanja. Tako da jaz upam, da bo vendarle prevladal razum in v tem smislu je naša simbolna gesta zelo pomembna. Po katerem ključu bi se vi zauzemate, da bi se poslanci znižali plače? Da gredo vsi v isti plačni razred, to je 55, to je predlog Franca Pukšiča, ali predlog predsednika Državnega zbora, da se za en plačni razred zniža poslancem plačo? Mi se o tem sicer še nismo konkretno pogovarjali, tudi te pogovori strani predsednika Državnega zbora še niso bili izvedeni, tako da usklajevanja so potrebna. Meni osebno je bližje znižanje za en plačni razred, kajti treba je vendarle povedati, da smo poslanci zelo različno obremenjeni in morda v tem trenutku to odgovarja gospodu Pukšiču, ki je zapustil poslansko skupino in, bom rekla, na nek način ostal brez dolžnosti. Tako da se mi zdi bolj maščevanje kot pa realen in korekten predlog. V katerem plačnem razredu ste pa vi? Jaz kot vodja poslanske skupine sem v 60. plačnem razredu. Ampak zdaj me vseeno zanima takole. Kam bi pa šel tisti, zakaj se zauzemate, da bi ta denar, ta znižanje, kam bi šla ta vsota denarja? Franc Pukšič predlaga nek sklad za recesijski za pomoč študentom in otrokom, katerih starši bo izgubili službo. Kam bi pa vi dali ta denar? No, jaz mislim, da je to sicer zelo lepo in všečno slišati, da bo pa zelo težko realizirati in da te zneski ne bi bili tako visoki in seveda potem je treba tudi na nek način odpreti, na nek način, bom rekla, kot v obliki javnega razpisa možnost kandidiranja in seveda potem to potegne za sabo ogromno administriranja, da bomo delali pošteno, korektno do vseh, če bi na tak način odpirali. Tako da jaz mislim, da naj sredstva kar ostanejo znotraj proračuna in se naj potrošijo za stvari, mnoge, ki jih bodo potrebne v tem trenutku. Upam pa, da seveda se v Sloveniji varčevalni ukrepi ne bodo ustavljali pri plačevanju, bom rekla, čajev, kav in podobno, ampak se bomo lotili stvari globje, morda nenazadnje odprli tudi pogovor o patrijah ponovno. Samo zračunajte si, koliko kav gre v, bom rekla, te patrije, ki po naši oceni, to že vse skozi opozarjamo, so bistveno večji problem, pa morda kakšna naročila javna na področju zdravil in podobno. Tukaj so vsote enormne, vsi to vemo in seveda mnogokrat lahko z demagogijo teh drobnih varčevanj naredimo veliko, rekla, tudi škode, ker se ljudje na tihem pa vendarle temu tudi posmehujejo. Se gre predsednik vlade, torej s tem, ko si reprezentanco plačuje, sam demagogijo in populizem? No, jaz mislim, da sicer ta gesta primerna, ampak tisti, ki že do zdaj, jaz zase lahko povem, da
V parlamentu še nikoli v svoji karieri nisem uporabljala službenega avtomobila. Jaz nimam nobenih težav, ker mislim, da tako malo, kot se lahko privarčuje pri tem, če si že do zdaj ravnal razumno in če si imel nek občutek do javnih sredstev, da seveda tisti nimamo nobenih težav, nobenih problemov, da seveda je zdaj morda nekaj tega ostane in se mi zdi, da rekla to včasih le meji tudi na malo na neke take preveč všečne poteze, da pa predvsem na ravni vlade bo potrebno posegati malo globje kot do kosil in kav. Če smo pri poslancih, se upravičujem, da ste omenila, da so poslanci različno obremenjeni, pa da se zavzemate nekako vseeno za neko znižanje. Kaj pa menite o bivših poslancih, ko prejemajo plačo, pa niso več ne delijo več poslanci v preteku mandata? Tudi o tem, v tej zadevi v poslanski skupini zares resno razmišljamo. Mi smatramo, da določene spremembe so potrebne, tako da bomo predlagali koaliciji, da bi razmislili ne o tem, da se to obdobje skrajša na 6 mesecev, kot je bilo nekajkrat slišati, pač pa, da bi se pa v obdobju, ko ne opravljajo funkcij, resnično poenotile morda na osnovni poslanski plači ta nadomestila, torej na 55. oziroma mislim, da na 55. plačnem razredu. Se mi pa zdi smiselno upozoriti, da jaz imam kar dolgo poslansko kariero, spremljala številne zelo rekla, tragične usode poslancev, zlasti tistih, ki so upravljali več mandatov, da je treba reči, da imajo mnogi in so imeli izjemno velike težave pri iskanju službe, da je morda izvršni oblasti v tem smislu včasih nekoliko lažje, predvsem pa bi skrajšanje tega mandata delalo iz poslancev še bolj zveste strankarske vojake, kajti s tem, da bi jih prepustili izključno dobri volji strank, potem, ko bi ostali brez službe v državnem zboru, bi postali še bolj odvisni od svojih strank in različnih, rekla, teh zgodb, da bi si pravzaprav že v času mandata skušali iskati službo, morda tudi s kakšnimi nekorektnimi svojimi potezami. In v tem smislu se mi zdi, da je treba vendarle ohraniti trezno glavo in poslancem omogočati, da delajo samostojno, da delajo neodvisno, čim bolj in da vendarle ne postajajo samo strankarski vojaki. V vašem dolgoletni karieri kot poslanka, kolikokrat ste opazili cvetje, rezano cvetje v državnem zboru? Danes je sicer oranžne barve, pa ne glede na to, me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, okrog cvetja. Jaz sem zelo rada cvetje, tako da sem tudi po imenu, ja. Ja, tudi z imena to izhaja, ja. Da sem cvetje opazila. In vse tudi res je, da v državni zbor mnogokrat prihajajo visoki obiski in da so bili aranžmaji res zelo bogati. In jaz moram reči, da se strinjam s tem, da ni potrebno in da je absolutno možno varčevati, da pa ne bi popolnoma se tega, bom rekla, odpovedali, ker nekaj na, rekla, tem je treba narediti. Je pa po moja vsota, ki je bila včeraj ali predvčerajšnjim javno predstavljena, zelo visoka in se mi zdi, da pač z določenim varčevanjem se da še vedno doseči kar primerne tudi te estetske učinke, ki so pa morda tudi potrebni. V to vsoto 41.841 evrov je vključeno tudi posebno zalivanje cvetja oziroma rož v državnem zboru po poslanskih skupinah. Ali vi opažate posebne zalivalce, ki hodijo po pisarnah in zalivajo rože? Ne, tega pa jaz nikoli nisem opazila, ker smo tiste rože, ki smo jih imeli sami zalivati. Kje bi pa lahko vi še osebno največ prihranili? Je to uporaba mobilnega telefona, karkoli drugega? Ja, jaz mislim, da je vsota uporabe mobilnega telefona, ki je na 3000 evrih na letni ravni, vsaj za ene povprečne poslance, ki nimajo res, bom rekla, veliko teh mednarodnih obveznosti, previsoka in jaz jo nikoli niti polovice nisem potrošila. Najlepša hvala. Srečno.